Pozdravljeni! Danes bom pripravljala bučne njoke z žajbljem. In res, malo katera zelenjava se lahko pohvali, da lahko iz nje pripravljamo toliko različnih jedi kot prav buče, ki nam res ponujajo ful široko paleto jedi. In meni so res ena izmed najljubših prilog prav bučni njoki z žajbljem. Da si prihranimo čas, spečemo rdečo bučo ali muškatno ali hokaido bučo v pečici. V alufoliji narežemo na kocke, malo večje kocke to meso, rdeče buče, posolimo, malo pokapljamo z oljem in tole vse skupaj premestimo v mešalnik. Tukaj je bilo nekje pol kilograma surove buče. In zdaj bom dodala v mešalnik poleg buče še eno jajčko. Solila sem že predhodno, čist malo muškatnega oreha, oreščka, in bom pognala vse skupaj, da se fajn zmiksa. Takle dobimo eno tako kremasto zmes. Ker ste videli, bučko sem pekla kar z olupom vred, ker je res škoda jih lupiti, sploh če imamo kakšne buče iz domačega vrta. Zdaj tu je pač tako približno, bom dodala najprej, tu imam zdaj pol kile moke, ampak bom najprej dodala nekaj, ne vsega, ker te buče so res zelo vodene, dosti vode vsebujejo in ne moreš točno vedno zadeti, koliko moke bo pravzaprav potrebovala buča. Moram še malo na roke pomagati. Pa kar dovolj. Takole. Malo še pa bo. Takle mešalnik nam je zdaj zmešal bučo z jajčko in moko in zdaj bomo pustili to testo malo počivati. Takle naše testo je nekoliko počivalo, zdaj ga bomo prestavili na desko. Meni je ful všeč že ta barva, ta sončna energija. Zadnjič smo to jed pripravljali za ene goste, pa je gospod mislil, da je, čakaj, kaj je že mislil? Da je ta rdeča, rumena barva zaradi jajčk, ne? Te pa pol sem mu povedala, da je to bučno testo iz buče. Rekel, joj, jaz sem bučo jedel. Nima rad buče, ampak je pojedel. Pa še pohvalo je, tako da ni slabo. Takle si naredimo enih par svaljkov. Pa tukaj. Vmes sem si že pripravila krop, vodo. Bomo v njej skuhali te njoke.
Takle jih narežem na takole. Še tega malo. Niso enakomerni. To namerno tako naredim, da se vidi, da so res ročno izdelani. Takle, vodo še solim. Damo njokece že kar kuhati. Zdaj, kako vemo, da so kuhani, čisto preprosto, ko priplavajo gor. Evo takle, in ko bojo njokeci kuhani, sem ponovno z vami. Takle za piko na i bomo naše njoke še zabelili z ocvrtim žajbljem. Res preverjena, klasična sicer kombinacija, ampak ki vedno očara. Žajbelj se brez problema ocvre. Listki lepo zakrknejo, postanejo hrustljavi in ohranijo tako lepo zeleno barvo. Okus se pa nekoliko omili. Ni več tak intenziven. Seveda, ker je obdelan, ne. Takole. Tega. Tokrat sem teta Barbka za vas v Nebesih na Pohorju pripravljala bučne njoke z ocvrtim žajbljem. Če pa me boste spremljali še naprej na mojem YouTube kanalu, boste kmalu izvedeli še kaj novega. Se gledamo!